V sklopu predstavitev naših oblikovalcev pohištva in dodatkov za dom smo se danes ustavili pri oblikovalki, ki svoje poslanstvo vidi tudi v prenosu znanja in dobrih ustvarjalnih praks na nove generacije. Pod njenim mentorstvom študentje Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani ter Fakultete za dizajn v Trzinu na razstavah doma in v tujini dosegajo vidne uspehe in nagrade. Jana Mršnik, ki nas danes gosti, je mentorica in predavateljica na 2 fakultetah ter lastnica blagovne znamke Bela Bela. Dobrodošli v njenem svetu sofisticiranih in subtilnih oblik. Jana, pozdravljeni. Živjo. Kri ni voda, pa jabolko ne pade daleč od drevesa in kar je še podobnih modrosti, a ne? In v vašem primeru to vsekakor drži. Že oče je slikar in po svoje ne preseneča, da vas je zaneslo v umetnost oziroma oblikovanje. Ja, je res. Moj oče je slikar, grafik, risar. Vedno je imel in še vedno ima atelje doma in že kot otrok sem bila praktično rojena v umetnost na nek način. Risala sem rada, ampak bolj zase, bolj doma. Šele nekje proti koncu gimnazije sem začela razmišljati, da bi šla v te vode. Se pravi, da bi se usmerila v neko ustvarjalno, v neko likovno področje. In sem se potem vpisala na takratno Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo, na smer oblikovanje tekstil in oblačil, kjer sem potem diplomirala, dolgo časa delala kot tekstilna in modna oblikovalka, potem pa sem se spontano preusmerila bolj v področje produktnega pa tekstilnega oblikovanja, kjer ustvarjam še danes. Kako priti iz enega čist drugega materiala, čist drugih vidikov na takele predmete, kot jih imamo danes pred seboj, oziroma na čist druge konkretnosti oblikovanja? Težko razložim. Je pa tako, da pri meni se je na primer ta preobrat zgodil zelo spontano. V vsakem primeru si pač likovni ustvarjalec neke vrste, ki ima za cilj nek uporaben izdelek ali pa tudi ne. Ideje pa tako ali tako vedno vlečeš iz svojega življenja, iz okolja, iz dogajanja v družbi, naprimer. Kako so vas pa našle tele organske oblike, celice, molekule, tele mikrostrukture, ki sijajo v vaših kreacijah? Ja. No, to je pa neka rdeča nit, ki se pa vleče že od fakultete naprej. Vedno so bili neki zapretki, vedno so bile neke celice, vedno so bili neki elementi, ki so mogoče ilustrirali materinstvo, nastanek življenja, recimo delitev celice, spočetje, svetloba, potem recimo, ko je bila v povezavi z lučmi. In seveda potem mikrosvetovi, tudi mikrosvetovi, recimo, ki jih vidimo v samih tekstiljah ali pa v samem oblačilu, ki so zelo inspirativni, ko se gleda tiste strukture. In naprimer, te prvi modularni izdelki, na katerih naprimer bazira ta moja današnja blagovna znamka Bela Bela, so v bistvu rezultat teh seciranj. Te izdelki recimo so ena taka priložnost za umiritev. Se pravi, se usedeš, vzameš iglo, vzameš nit in začneš vesti. In to je v bistvu en tak proces, ki izredno pomerja. Je ena vrsta meditacija, v katerem tudi uživaš in ti v bistvu ta količina vloženega dela niti ne predstavlja nekega hudega problema. Jana, kako pa svoje oblikovalsko delo kombinirate s predavateljskim oziroma pedagoškim? Namreč ste tudi mentorica, predavateljica študentom oblikovanja tekstili in oblačil. Ja, tako je. Predavam oziroma mentoriram na 2 fakultetah, pač na Naravoslovno-tehniški fakulteti, ker sem sama diplomirala, pa na Fakulteti za dizajn v Trzinu. V zadnjih letih je v bistvu mogoče to pedagoško delo majčkeno odrinilo na stran to mojo lastno kreativnost. Ker vzame ogromno časa, ogromno energije. Nekaj še poveva o nagradah. Že kot študentka ste prejeli študentsko Prešernovo nagrado, potem še kasneje kup drugih in me zanima, seveda klasično vprašanje, koliko v Sloveniji si lahko na koncu s tem pomagaš? Ja, nekaj odvisno od tega, koliko se sam znajdeš. Neposredno teh nagrad
se ne živi. Ne? Nagrada mi pa zelo veliko pomenijo in sem vsake nagrade zelo vesela in vedno sem počaščena, ne? Ko me nekaj takega doleti. Mi dajo neko veselje, mi dajo neko samozavest, mi dajo neko potrditev, da sem nekaj dobro naredila in v bistvu dobim potem motivacijo pa zagon, da grem v nov produkt, v nov projekt, karkoli že, ne. Je pa tako, velikokrat ne, z neko nagrado postaneš zanimiv za medije, se pravi, meni so se običajno potem dogodile kakšne fine objave in objave pa seveda potem lahko potegnejo za sabo, prinesejo tudi kakšno naročilo.